Dobro, bi pričeli torej z četrto redno sejo Sveta Koroške regije v tem mandatu. Lep pozdrav vsem prisotnim županji in županom Koroške regije. Imamo 3 opravičila, županov Mežice, Podvelke in Ribnice, tako da po teh 3 opravičilih smo vsi ostali prisotni. Pozdrav tudi vodji projektov oziroma vodji programov Primožu iz RRA Koroška, Primožu Vodovniku in obema poslancema državnega zbora. Tretji poslanc se je opravičil. Skratka, pozdrav vsem prisotnim v sejni sobi. Pod točko 1 ugotavljamo sklepčnost in potrjujemo dnevni red današnje četrte redne seje. Ugotavljamo seveda, da Svet Koroške regije svojo prisotnostjo je sklepčen in predlagam torej dnevni red z tremi točkami: potrditev zapisnika, protokol o poteku načrtovanja hitre ceste ter predlogi in pobude članov Sveta Koroške regije. Ja, pa bom prav razložil. Kakšna razprava k dnevnemu redu? Če ni, predlagam, da torej sprejmemo dnevni red. Kdo je za? Kdo proti? Ugotavljam, da je soglasno sprejet. Na to bi potrjevali oziroma obravnavali in potrjevali zapisnik tretje seje prejšnje seje Sveta Koroške regije. Ta zapisnik je bil predan v pisni obliki in prosim za razpravo k zapisniku, k sklepom. Če ni kakšnih pripomb, predlagam torej, da s sklepom sprejmemo zapisnik tretje redne seje Sveta Koroške regije. Kdo je za? S tem je zapisnik sprejet, vsi za. In prehajamo na tretjo srednjo vsebinsko točko današnjega dnevnega reda, današnje seje, protokol o poteku načrtovanja izgradnje hitre ceste. Zdaj tu bi najprej uvodoma povedal, da bi besedo protokol oziroma naravo dokumenta kot protokol spremenili v sporazum in ta sporazum je pravzaprav v identičnem tekstu kot protokol, samo besedica protokol se je nadomestila z besedico sporazum. In ta sporazum z dikcijo sporazuma je na vaših klopeh in se v dolgi verziji, v celotni verziji imenuje sporazum o poteku načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert, Velenje, Slovenj Gradec, Holmec v okviru tretje razvojne osi pomišljaj severni del. Ta sporazum je bil sprejet prejšnji teden na seji odbora za gradnjo hitre ceste, ki ga vodi kolega Tasić, župan občine Prevalje. Ideja tega sporazuma pa je v tem, kar smo že na prejšnji ali pa predprejšnji seji tega odbora nekako razmišljali, da bi poleg tega, da je zdaj DPN državni prostorski načrt sprejet kot zgolj umestitveni, čeprav izvedbeni načrt prostorskega značaja v prostor, še pred 3 leti že sprejet državni prostorski načrt Velenje, Slovenj Gradec, da bi torej tudi z nekim dokumentom, pisnim aktom, ki ga bi seveda podpisali na najvišjem možnem nivoju, na nek način papirnatno zabetonirali torej to izgradnjo hitre ceste. So različni načini, kako je to mogoče. Seveda eden izmed načinov, ki je zdaj na vaših klopeh, je ta predlog sporazuma. Ta predlog sporazuma, kot rečeno, je oblikovala ta odbor, sodelovalo je več akterjev, ideja pa je, da 2 sveta, razvojna sveta, torej Koroške regije in pa Savinjsko-Šaleške regije ter ustrezno ministrstvo pristojno za to, ministrstvo za infrastrukturo, podpišejo ta sporazum, ki govori, o čem govori, bo več predstavil predsednik odbora, gospod Tasić. Ideja pa je v tem, da ne razne izjave za javnost ali PR dogodki, ki se odvijajo, zamajajo te odločitve, ki bi jih sprejeli ustrezni organi, da ni vedno znova nekega vznemirjenja o tem, a hitra cesta bo ali ne bo, ali bo do Holmeca, ali bo do Slovenj Gradca, ali bo najprej do Velenja, potem bo vsi skupaj pozabili na nas. Skratka, to je dokument, ki ima ambicijo, da se te stvari obklukajo, da lahko v miru potem ministrstvo dela svoj del posla oziroma DARS, v tem primeru Direkcija za avtoceste, naprej normalno vodi ta projekt. Mi pa zgolj v tem protokolu predvidevamo, da bi pri tem aktivno sodelovali, pri tem izpolnjevanju naloge
za katero bi se sva prej skupno dogovorili. Del tega pa je sva tudi izjava za javnost, ki je pripeta, da bi, kolikor bo prišlo do tega sporazuma, bilo to sporočeno tudi javnosti. Je pa eno dejstvo, da danes zgolj sprejemamo to enostransko, torej z naše strani, da prijemo do realizacije tega, sta potrebni vsaj še dve odločitvi, torej kolegov županov južno od Koroške, torej v Savinjsko-Šaleški regiji in pa so tudi ministrstva. In pravzaprav bo pričakujem nekimi opombami, z samo zavrnitvijo kakšnekoli podpisa na to temo, bo dan slab znak, da se ne želi nekdo to pisno dogovoriti, kar ustno, bi rekel, na nivoju sporočanja z javnosti, kot rečem PR, karkoli govori, da torej te, bi rekel, napovedi ne želi preliti v nek dokument, ki je vendarle še vedno samo sporazum, protokol, ni to zakon, tako se sprejema zakon o drugem tiru, mislim, da sprejemajo poseben zakon na to temo. Tudi o tem smo nekako razmišljali, da bi se sprejel pač poseben zakon o izgradnji tretje razvojne osi, zakon seveda bi lahko predlagali naši poslanci. Zaenkrat smo nekako, oziroma je odbor nekako ocenil, da bi bil ta sporazum za zdaj dovolj. Izkušnje so grenke ali pa manj grenke z raznimi uredbami. Vemo, da obstaja uredba o okoljski dajatvi za zgornji del Mežiške doline. Na višjem nivoju je to sprejeto, seveda bolj trdno je, zato bi bil seveda v tem smislu dan zakon, ki ga sprejme državni zbor in ga vlada pač mora upoštevati. Zdaj je pa to predlagan sporazum, ki ga podpiše minister. Vemo, da minister bo še, saj ta minister najmanj, bomo rekli, slabi 2 leti oziroma leto pa pol, potem pride nov minister, lahko ima novo vizijo, vendar vsaj nekaj iz tega sporazuma bo najbrž držalo, ne glede na spremembo ministra ali pa ministrstva. Toliko mogoče uvodoma strani mene kot predsedujočega oziroma uvodnega poročevalca za sam sporazum, pa bi prosil vodjo predsednika odbora za izgradnjo tretje razvojne osi, gospoda Tasiča, da predstavi, kaj so odborniki sprejeli, da naj se zapiše torej v ta sporazum. Prosim. Hvala za besedo, spoštovani kolegi, kolegica, spoštovani novinarji. Na odboru za izgradnjo tretje razvojne osi smo premlevali različne variante, kako zadevo bolj umestiti v ta prostor politično in vsebinsko. Zato smo prišli na nek način do tega, da predlagamo sporazum, v katerem so jasno zabeležene, zastavljene stvari s terminskim planom in za celotno zgodbo izgradnje tretje razvojne osi od avtocestnega križa do Holmca. Seveda tudi zaradi tega, ker je bojazen napoved ministra oziroma ekipe, da do Slovenj Gradca seveda gre v okviru Darsa, od Slovenj Gradca, Dravograd, Holmec pa gre na direkcijo, da bo šla na direkcijo ta zadeva. Zaradi tega smo jasno zapisali, da celoten projekt izgradnje tretje razvojne osi, ki zavzema celoten prostor od avtocestnega križa do Holmca, vztrajamo, da ostaja na Darsu, zato smo tudi časovno in terminsko opredelili, kaj je potrebno narediti v tem času na tem prostoru. Gre za terminski plan izgradnje vseh postopkov do začetka izgradnje in do konca izgradnje do leta 2023, tako kot ministrstvo tudi načrtuje tretje razvojne osi, in sicer na odseku avtocestni križ Velenje, Velenje-Slovenj Gradec z zahtevo seveda po izgradnji 4-pasovnice in seveda nadaljevanju v tem smislu. Res je, da je to sporazum, ki je bil pri nas pripravljen, in če bomo želeli, oziroma to, kar želimo, da podpiše tudi ministrstvo in podpiše tudi svet župana Savinjsko-Šaleške regije, bo treba še verjetno kaj prilagoditi, opredeliti, ampak to so tisti začetki, ki daje neko osnovo temu, kar smo že tu na svetu Koroške regije tudi govorili, da je potrebno, da jemljemo ta odsek kot celoto do Holmca. Govorili smo o tem, se ni problem se zapeljati na avtocesto do Slovenj Gradca, ampak pomeni, da bo ta del od Holmca do Slovenj Gradca potem ena v bistvu dolga vas. Promet najde svojo pot in najde svoje najboljše in najkrajše
poti in če ne bomo našli rešitve, seveda še na odseku Slovenj Gradec, Dravograd, Holmec, potem bomo imeli težave, zato vztrajamo, da je odsek kot celota, ker je tretja razvojna os, se začne severni del na Holmcu in se južni del konča na slovensko-hrvaški meji. To pomeni, da je ta tretja os tudi nekaj, kar bo na dolgi rok prineslo toliko bistveno povečanje prometa in zato je treba vztrajati na celotni tej trasi in upamo in seveda prepričani smo, da bomo našli pravo pot za to, da bo prišlo tudi do realizacije, da se ne bomo samo pogovarjali pa iskali variante, kako zaostriti, seveda vse alternative so še vedno, glede na to, kako bo časovno tekel ta izvedbeni del na odseku, kjer je DPN že sprejet. Ta petek imamo na Darsu že operativni sestanek te ožje skupine, tako da bomo pogledali, kakšni so njihovi zaključki in bomo seveda tudi primerno reagirali na to. Toliko za začetek. Hvala lepa. Hvala, gospodu Tasiću, za predstavitev torej tudi delne vsebine tega sporazuma. In odpiram razpravo, mogoče najprej župani, županja, pa verjamem, da se kot ponavadi bojo oglasili tudi poslanci. Če bi kdo kaj dodal zdaj uvodoma. Prosim, gospod Bokovnik, župan občine Radlje ob Dravi. Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani kolegica in kolegi, spoštovani gostje, spoštovani mediji, lep dober dan v imenu občine Radlje ob Dravi in v svojem imenu. Pred nami je podpis sporazuma, o katerem bi želel najprej se opredeliti do tega, kaj ta podpisani sporazum predstavlja v smislu celovitega pristopa k reševanju gradnje tretje razvojne osi in pa v skladu z tretjim členom bi tudi želel nekaj odgovorov. In sicer, kolikor je meni znano in kolikor so vodene aktivnosti v zadnjem obdobju, se je na Koroškem in pa na Savinjsko, torej Šaleški dolini, zgodila ena zelo dobra kombinacija politike, civilne družbe in pa gospodarstva, in kolikor mi je znano, se v okviru tega projekta pripravlja tudi podpis celovitega in skupnega nastopa v smislu te časovnice, ki je bila s strani civilne družbe tudi predstavljena na Darsu v Ljubljani. In zanima me, ali je ta sporazum del tega skupnega pristopa, ker tukaj vidim med podpisniki samo ministrstvo in pa dva sveta Koroške regije, tukaj ne vidim predstavnikov gospodarstva, ki so se tudi skupaj zložili v tej zgodbi, in pa ne vidim, predvsem pa ne vidim tukaj civilne družbe, ki bi bila sopodpisnica. In to pomeni, ali se mi danes pogovarjamo tukaj o nekem spet parcialnem zgodbi politike, ki se jo gremo tukaj na Koroškem, ali ne znamo enkrat skupaj stopiti z gospodarstvom in pa z civilno družbo. Jaz mislim, da bi bilo potrebno to pristopiti skupaj celovito. Predvsem to sprašujem zaradi tega, ker ta sporazum, če ga bo podpisal, če bo dobil danes pooblastilo predsednik sveta Koroške regije. To bo pa še približno en mesec pa pol Tomaž, potem pa sem to jaz. In iz tega zornega kota bi rad vedel, a se mi gremo zdaj tukaj skupno zgodbo, ali je to spet neka politika na Koroškem, kjer se ne moremo dogovoriti. In pa tretji člen bi rad vedel, kdo so tiste strokovne službe, ki so zadolžene za spremljanje in izvajanje. Seveda, če bom jaz zadolžen za strani sveta Koroške regije kot predsedujoči, to pomeni, da bojo strokovne službe občine Radlje ob Dravi tiste, ki bojo morale dati strokovne službe za to, da bodo lahko spremljale in zadeve izvajale. Hvala. Hvala. Bo kar predsednik odbora pojasnil, zakaj ni gospodarstva oziroma civilne družbe? Gre za dogovorjen sporazum na seji odbora za izgradnjo tretje razvojne osi, kjer so prisotni in gospodarske zbornice in direktorji
smo se dogovorili, da gre v imenu dopis gospodarske zbornice, je šel že, je bil tudi usklajen, tako da sporazum se podpisuje v imenu vseh akterjev. To bo tudi posebej zapisano v prilogi, v imenu gospodarstva, v imenu civilne iniciative, ker je sodelovala pri nastajanju tega sporazuma gospodarstvo, gospodarska zbornica Koroške, civilna iniciativa in vsi ostali akterji so sodelovali pri nastajanju tega sporazuma, tako da je to v regiji dogovorjeno, ni nič spornega, vse je dogovorjeno, lahko preverite. Jaz mislim, da bo tudi gospodarska zbornica, ker smo podpise vseh županov in z dopisom že seznanili ministrstvo za infrastrukturo. Kar se tiče strokovnih služb, gre za strokovne službe ministrstva in Darsa in gre za ta ožji odbor za izgradnjo tretje razvojne osi, ki ima v petek sestanek, tako da ni težav, ker vse administrativne in strokovne stvari v zvezi z odborom pelje naša občina sama, brez kakršnih koli problemov, ni nobenih obveznosti občine Radlje na to temo, tako da stvari so usklajene med vsemi akterji v Koroški regiji in Savinjsko-Šaleški regiji. Hvala. Gospod Bukovnik, ja mislim, da lahko kak predlog data, no? Da dodamo kaj ta sporazum. Če smo mi danes poklicani skupaj, da se pogovarjamo v imenu Sveta Koroške regije in da potekajo aktivnosti v zvezi z gospodarstvom in združenim nastopom gospodarstva, civilne družbe in pa lokalnih skupnosti, skupaj podpisati dogovor z ministrstvom, potem bi jaz danes pričakoval pred sporazumom, da so tukaj priloge že priložene in da je sestavni del sporazuma torej dokumentiran. Če jaz ta sporazum podpišem, potem z vsem svojim imenom in priimkom zagotavljam, da bodo stvari vodene preko mene. Jaz tega sporazuma ne bom podpisal, če bom podpisoval sporazum, za katerega nimam dokumentirano, da se s tem sporazumom strinjajo tudi ostali deležniki. Hvala, no vse mogoče ga bomo podpisali pred predsedovanjem občine Radlje. Ja. Tako da, jaz mislim, da se posamična občina ne rabi bati prevelikih obveznosti iz tega sporazuma, no. Je pa možno seveda dodati člen, gospod Bukovnik, da se doda člen, ki pove, da ta sporazum podpirajo tudi gospodarska zbornica Koroške, gospodarska zbornica Savinjsko-Šaleške, edina mladinska iniciativa, ena je, zdaj, da bi pa oni bili podpisniki sporazuma, ne boš tudi še vedno opcija, vendar se spomnim mene izjave ministra ob obisku, no, da s civilnimi iniciativami ne podpisuje, se ne pričakuje podpis sporazumov, no, in seveda zdaj smo ministru pripravili teren, da lahko stoji za tistim stavkom, da z mladinskimi, mislim, z civilnimi iniciativami ne podpisuje sporazumov, medtem ko z javnimi inštitucijami pa lahko podpiše, ne. Teda to je neki shod v tem smislu, no, da ne bi zdaj bila praksa, da bi pa zdaj vse civilne iniciative v Sloveniji, ko bo karkoli podobnega pričakovale sporazum z ministrstvom, se lahko doda člen, če vas to muči, da v tem členu prepoznamo to podporo gospodarstva in pa civilne iniciative, ki je samo ena zaenkrat. No, jaz mislim, da je prav, da če se k takim stvarem pristopa, da se ne pristopa parcialno. Tukaj vidimo še en primer eklatantnega pristopanja parcialnega k reševanju skupne problematike. In jaz pač enostavno, jaz verjamem, župan Ravn, da boš ti danes to podpisal ali pa če boš dobil pooblastilo od občine, ampak jaz zagotovo ne bom izpolnjeval tega sporazuma, če bo tak sporazum podpisan. Ja, glejte, zdaj, hila to tam grda, ne smemo nič. Jaz moram jasno povedati, da ni bilo niti sence dvoma med gospodarstvom, gospodarsko zbornico, direktorji podjetij in civilno inicijativo v zvezi s to zadevo, tako da o kakršnikoli konfliktu ali čemrkoli, da kdo ni bil, glejte, lahko napišemo noter, da bojo tudi gospodarske zbornice podpisnike. Jaz žal nimam dopisa, ki so ga podpisali direktor in gospodarske zbornice na to temo sestanka, ko je bil minister Gašperšič tu, je popolnoma usklajeno in ni nobene dvojnosti ali česarkoli z gospodarstvom Koroške regije, z civilno inicijativo popolnoma usklajeno, tako da ni nič nedogovorjenega in lahko preverimo z dopisi in z vsem. Dobro. Ne,
Ja, da pojasnim eno stvar. Zdaj Se mi zdi, da delamo problem tam, kjer ga pa absolutno ni, nobenega problema ni. Na tem področju pa res ni nobenega problema ali nobenega konflikta, niti z gospodarstvom, niti z civilno iniciativo, niti z nobenim akterjem znotraj tega dogovora o izgradnji tretje razvojne. Hvala. Prosim, podžupan občine Dravograd, gospod Preksavc. Popolna podpora je temu projektu. Dobro. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim tudi v mojem imenu. Za pojasnilo, izjava za javnost po sestanku odbora za izgradnjo hitre ceste so podpisani vsi ti akterji, ki jih je župan Radl ob Dravi navajal, in tudi zahteva je seveda not napisano, da se podpiše ta protokol in je podpisana mladinska iniciativa, odbor, svet Koroške regije in pa seveda prisotni so bili predstavniki GZS in pa RRA, tako da dejansko je to že neka formalna oblika tudi, ki jo jaz vidim, da je Konstruktiv bodi. zadosti. Predlagi, kaj? Hvala. Prosim, a bo županja občine? Ne še? Ne. Ja. Jaz bi predlagal, gospod Duhovnik, da predlagate spremembo tega sporazuma. Če je to problemno. Lej, mi danes podpisujemo en dokument, ki je... Sem zadeva proceduralno. Mi nič ne podpisujemo še, ker mi sem sprejemamo svoj osnutek sporazuma. To mi sprejemamo, ne bomo mi podpisali. S sprejetim sklepom danes, da sprejmemo ta sporazum, boš ti seveda ta sporazum podpisal. Je njega sam samo podpisal, še to bo šlo zdaj v usklajevanje z ministrstvom pa z spodnjim svetom župana Slovensko-Šaleške regije. Ko govorimo o izjavi za javnost, jaz govorim o svetu Koroške regije, odbor za izgradnjo hitre ceste na Koroško in mladinsko inicijativo za tretjo razvojno os. Tukaj imamo 3 deležnike, manjkata 2. Manjkajo gospodarstvo, pa manjka ministrstvo. Torej ne zavajati zgodbo, da smo zdaj mi tu zdaj složni, pa enoviti, pa enotni, pa tak naprej. Meni, jaz nimam problema, jaz ne bom tega podpisal, ampak ne strinjam se s takim pristopom. Nisem jaz rekel, da bom kaj predlagal, ne strinjam se s takim pristopom, se mi zdi, da gre za parcialni pristop. Dobro, hvala. Ko je bila vloženega to in nobenega konflikta nismo zaznali do zdaj, nobenega konflikta in tu ne gre za parcialni odnos. Tak je bil dogovor skupaj z gospodarstvom, je bil tako dogovor, da se tak sporazum podpiše, če bi gospod Bukovnik na večjih sejah, mogoče bil tudi na drugih sejah, pa bi videl, da to, kar on govori o parcialnem odnosu, ne drži. Res ne drži, ker je skupni dogovor je bil to in naredili smo to, kar je civilna iniciativa predlagala in gospodarstvo predlagalo. Gospodarstvo je predlagalo še kaj ostrejšega, kar je pa za kasneje, če ne bo šla ta zadeva. Sej nekateri ste bili na sestankih zraven, na teh sestankih, tako da točno veste, kar je. Ne gre izpod peresa enega samega, ampak je bilo to skupen interes in skupna odločitev je bila, tako da tu ne gre za noben parcialni interes. Lahko zagovarjam, če ne verjamete, lahko pa še druge vprašanje. Ja, da jaz najdem neko rešitev. Zdaj, gospod Bukovnik trdi, da je sporazum parcialen, kar ima delno formalno prav, ker v sporazumu ni gospodarstva kot podpisnika, niti ni omenjeno gospodarstvo. Je pa gospodarska zbornica članica odbora za izgradnjo hitre ceste. Odbor je sestavljen tripartitno, torej javni sektor, župani, gospodarstvo in pa mladinska iniciativa, ampak tudi odbor ni podpisnik tega sporazuma. Podpisnik so ministrstvo in pa 2 sveta, tako da v tem smislu podpisnik res ni gospodarstvo, zato se predlagal, da se v enem členu, ne vem, 2a, a pa se so preštevilči omeni tega sporazuma, da sporazum podpirajo tudi ti drugi dejavniki, ki pa spet kar drži, kot poudarja gospod Tasič, so vse skozi, seveda za to, bom rekel, člani odbora so in so vedno bolj za to pravzaprav. Gospodarstveniki, tako Savinjsko-Šaleške kot Koroške regije, bom rekel, so odločni podporniki celotnega projekta in jaz sem imel tudi sam obiske že njihove in pa redno se dobivajo z odborom ter mladinsko inicijativo, bom rekel, da pravzaprav ta pritisk z njihove strani na odločevalce, na poslance in pa vlado raste. In če želite, da se oni vključijo v sporazum, ni problem, sem predlagati v tem smislu, ali se vključijo kot navedba v členu, ali pa se vključijo magari celo kot podpisniki. Tudi to je najbrž, ne vem, je to Matic sprejemljivo, da se kot podpisniki vključijo. Oni so to predlagali, ja, da se pač javni sektor med sabo podpisuje, tak sporazum, da ne gremo do... Tako da vsekakor je pa sporočilo, tisti, ko bojo mediji, gospodarstvo to izdatno podpira. Član odbora gospodarstva. Prosim, gospod Vošner, župan občine Muta.
Ja, tudi z moje strani pozdrav, no, ampak jaz moram reči, da upam, da nas ne bodo več novinarji ošvrknili o tem, kako zgubljamo energijo, zdaj kdo bo še tu zraven. Jaz bi vprašal, kdo je sploh proti temu, pa ni ga Korosta, da bi karkoli imel pomislek pro tem, ker govorimo že 30 let, ne 20 let, ne od gospoda Komljanca naprej pa prvega izvršnega sveta, ampak bral sem, da se je v 70 letih začel resno pogovarjati o nujni povezavi na ta slovenski avtocestni križ, kateri idejni oče je bil gospod Kavčič, in se je potem začelo govoriti o eni ribiški podobi, da poleg križa moramo narediti tudi tako imenovane rebre zraven, to se pravi ribjo kost, če veste. O ribji kosti se je govorilo in o ribji kosti je bila ena od teh tudi vetalnih povezav, tudi koroška. Ampak za mene bi bilo, veste, a je še nekaj koroških gospodarstvenikov zraven, pa še 5 iniciativ. Za mene bi bilo pomembno tisto, kar smo mi zakockali, dragi moji. Zakockali smo v sredi 90-ih let, ko ni sporazuma z Republiko Avstrijo tukaj, veste, pa z južno-avstrijsko Koroško. To smo mi zakockali. Dobro veste nekateri župani, da je bil resen pogovor o izgradnji 3. razvojne osi ne na ravni Republike Slovenije, ampak na ravni 3 držav, Avstrije, Slovenije in pa Hrvaške. In Slovenija je bila sogovornica za Avstrijo na tem področju med Grifnom in Holmecom. Mi bomo imeli eno redkih avtocest, upam, da se bo zgodila do leta 2024, ko bomo imeli na prometnem znaku avtoceste slepo ulico. Tako kot imamo v Koprskem tunelu za približno 10-12 milijonov, kjer smo končali avtocesto. In jaz dajem pobudo ponovno, da bi morala vlada Republike Slovenije spostaviti resen delovni dialog z Avstrijci in to, kar zdaj govorimo tukaj, da bomo vložili vse napore izgradnje ne samo do Slovenj Gradca ali pa do Mislinjske doline, da nadaljujem naprej v Mežiško in govorimo do Holmca. A tam se pa zgodba konča. Tudi tam imamo zelo močno gospodarstvo. Tudi tam imamo interese, ampak kolikor ne poznam detajlov, ampak jaz vem, da naj bi se pred kar nekaj leti Avstrijci odločili malo drugače in to mene skrbi. In dajem konkretno to pobudo, da se to vključi ponovno nazaj. Tisti, ki ne veste, je bil resen pogovor o izgradnji povezave železnice med Gradcem in Celovcem preko Maribora. In ker nismo mi odgovorili na to, je bivši pokojni deželni glavar naredil najdražji projekt trenutno v Republiki Avstrije. Za 9 milijard vreden tunel skozi Koralpe. Za 9 milijard. In so šli mimo naših prometnih tokov. In se bojim, da bomo šli tudi tukaj mimo naših prometnih tokov. To je ena pobuda. Druga konkretna pobuda, ne vem, mogoče mi bo to pojasnilo, zakaj je tukaj Ministrstvo za promet ključni igralec? Zakaj ni ključni igralec vlada Republike Slovenije ključni igralec? In tretjo, kaj bomo naredili, če se teh rokov ne bojo in ne bomo držali? To je en lep papir, en lep lahko pamflet jutri, ki je lahko tudi del predvolilne kampanje, kot se zdaj tule tudi mogoče sliši, pa ne mislim na kjerga od mojih predhodnikov, ampak zgodba je zelo hitro operativna in vidimo, bomo na tem področju kaj naredili ali ne. To je za mene bolj pomembno. In ni ga koroškega gospodarstva, ki bi nasprotoval temu, ki bi imel pomisleke, ni ga koroških javnih sektorjev, ni občin. Vsi smo zato, ker vidimo, da je največji hendikep, da imamo tukaj popolnoma zaprt ta logistični del, ki ni samo cestni, ampak tudi razvojni. Hvala. Ja, ti ukrepi, gospod Lošner, so vse pripravljajo, no, kakor mene informirajo, se pripravlja tudi, bi rekel, zadržki, ne samo, če se, ko se enkrat podpiše, ne drži, pa tudi, če se ne bo hotelo podpisati, ja ne, bo to znak, da, kot se izraža civilna iniciativa, no, da ima nekdo figo v žepu in se pripravljajo ukrepi z veliko podporo gospodarstva, no, bi se pravzaprav Koroška, ta edina prometnica, ki nas povezuje seveda z Slovenijo, zataknila se za nekaj ur, pa vemo, da bo to ena mini katastrofa za vse skup in tudi ne boš kakšna gospodarska škoda, žal. Zdaj, jaz bi pol predlagal še dodatni sklep, poleg tega sporazuma, ki ga bomo najbrž potrdili kljub pomislekom, no, oziroma morebitnim dopolnitvam občine Radlje, da bi mi sprejeli sklep, da se obrnemo na predsednika vlade v skladu s sklepom Sveta Koroške regije
da bi se z njim srečali, torej prihodnji četrtek, 11. aprila, najbrž vam je vsem znano vabilo, no, je predsednik vlade ob 14. uri na Prevaljah ob postavitvi temeljnega kamna nove tovarne, da bi se, bi rekel, ob robu tega protokolarnega slavnostnega dogodka, so tudi zelo pomembnega za vse nas, srečali torej na temo tega sporazuma z predsednikom vlade, no, Svet Koroške regije, najbolj da kar tak sprejmemo, oziroma odbor, da naš svet dopolnimo torej z odborniki, ki pravzaprav pomeni gospodarstvo in civilno inicijativo. To bi jaz predlagal dodatni sklep danes, no, da danes pošljemo pol dopis v kabinet predsednika vlade, da si vzame pol ure za nas in morda že dobimo odziv na ta sporazum. No. Sporazum, ja. Dobro. Nadaljujemo. Poslanec, prosim. Poslanec gospod Ranc. Lep pozdrav predsedujočemu, vsem županom in predstavnikom medijev. Mogoče tudi še posebej gospoda Bukovnika, da ga sicer ni. Jaz bi pač rekel, da sem v teh 2 letih mandata nekje skupaj s kolegom Ivanom, pa kolega Kopmajer na nek način izpostavili nek skupni imenovalec na projektu 3. razvojne osi in tu vidim en velik napredek, ki je bil narejen v tej fazi do umestitve, sedaj od Slovenj Gradca do Šentruperta. Tako da jaz na nek način bi ta sporazum seveda podpiral, predvsem bi pa mogoče apeliral na rok izvedbe in pa terminski plan, da se bi osredotočili predvsem na prvi del rokovnik te izvedbe in bi apeliral na to operativno delovno skupino, ki je tu odigrala zelo pomembno vlogo, da se kar mesečno sestaja in da na ta srednji menedžment, ki dejansko konkretno dela na tem projektu, izvajamo eno obliko kooperativnega presinga in da v bistvu projekt premaknemo naprej. Bi si želel seveda to časovnico, na kakorkoli, da greste skozi to časovnico in mogoče kje skrčite za kak kvartal ali pa pol leta, da bo to mogoče bolj optimističen rokovnik, čeprav vem, da je bila zaveza vlade nekje začetek leta 2019, ampak mogoče bi strokovnjaki tule našli še kako rezervo, da čim prej začnemo izvajati ta projekt. Tudi vesel sem, da je na nek način tu nastalo neko poenotenje in da mogoče se nismo dovolj medsebojno pogovarjali, da je kak komunikacijski šum nastal v bistvu pri izvajanju tega projekta, da v bistvu gre za skupen projekt tako županov, tako gospodarstva, tudi civilne iniciative in večkrat vzamem za primer dobre prakse Primorce pa Prekmurce, zdaj se že ponavljam. In ko smo na enem sestanku vprašali Prekmurce, kako ste pristopili k temu projektu, jasno je bil odgovor, vsi smo bili enotni, enkrat sem rekel, še župnik je bil za to. Dejansko je to en dober pristop, ki ga zdaj kopiramo, tudi podobno delujejo Primorci in na nek način združijo vse sile v isto smer. Tako da jaz mislim, da dejansko bi mogoče podprl, da se kak člen dopolni s to vsebino, ki je tudi župan Bukovnik podal, da se v nekem členu še posebej poudari, da so tu sodelovali tudi ostali akterji kot gospodarstvo, civilna iniciativa in gospodarska zbornica. Tako da vsekakor pa bi tudi to predlagal, da imam pač neke informacije, da gre za nek optimizem tudi glede ceste do Slovenj Gradca, da v bistvu je tam predvidena 4-pasovnica in da se
predvsem koncentriramo na to, da se začne cesta graditi hkrati od Slovenj Gradca do Šentruperta. Tu jaz vidim največjo past in dajmo vso energijo v okviru vseh iniciativ in akterjev smeriti v to smer. Seveda pa ne nasprotujem, da se odpre razprava o rešitvah za naprej. Jaz pač tako pravim, da z neko taktiko pogajalsko pa dajmo vso energijo osredotočiti na mogoče skrajšanje teh rokov in pa predvsem, da dosežemo, da ne bi slučajno zadeva se kakorkoli končala v Velenju, pa da bi pol kakorkoli prišli. Čeprav ta zagotovila so dana, ampak mislim, da smo zdaj v neki prednosti, ker je ta del bil preumeščen in od Velenja do Slovenj Gradca in da ravno s tem rokovnikom dosežemo, da takoj se začnejo aktivnosti. Zakaj ne bi še prej začeli na relaciji Slovenj Gradec Velenje. Jaz bi res še enkrat poudaril, da ocenjujem, da je tu nastopila Koroška enotna, da mogoče malo komunikacijski šum nastal in da v bistvu so vključeni vsi akteri. In če je bil ta zadržek, bi se strinjal, da se nek člen gradi, kjer so omenjeni tudi gospodarstvo in civilna iniciativa. Hvala. Jaz sem to rešitev sem prej ponudil, oziroma tic skima, gospod Bokovnik še ni povedal, a se strinja s tem, da se vključi en člen, kjer se pač napiše, da sporazum so obravnavali in potrdili tudi obe gospodarski zbornici ter mladinska iniciativa in pa sva priloga je lahko, kot rečeno, tista že odobrena izjava odbora oziroma izjava, ki je gospodarska zbornica pravzaprav pošiljala tudi po občinah. In mislim, da bo predstavljena javno ta izjava oziroma ta podpora gospodarstva, mislim, da je terminirana 10. april, da bo posebna tiskovna konferenca v tem smislu gospodarstvenikov v Dravogradu, obeh zbornica, da en dan pred obiskom, torej predsednika vlade, bojo oni stopnjevali nek pritisk na to, da pravzaprav čisto vse, tako ste gospod Vošner rekli, gospodarske družbe, sploh pa velike, od Taba navzdol, Metala, Gorenja, BSH, vsi glavnem Biola iz Dravske doline, to so bolj aktivni direktorji, ki res izdatno zdaj podpirajo svojo energijo, to našo namero. Zdaj, operativna skupina je v 3. členu opredeljena, da se mesečno dobiva in seveda veseli smo, da se že ta petek dobijo na Darsu in pa so ena izmed pomembnih posledic tega sporazuma, točka 1 je, da je to ena cesta, torej da govorimo o 31 kilometrih ene ceste, zgolj za potrebe umeščanja v prostor, sta bila 2 DPN-ja, zdaj pa govorimo seveda o eni investiciji, ki se odvija naprej. To, kar je gospod poslanec opozoril. Prosim, gospod Bokovnik. Moje prvo in osnovno vprašanje je bilo, zakaj ni tukaj v sporazumu tudi gospodarstva. In danes je že, da se ta teden ta operativna skupina zgodi. Kdo je ta operativna skupina? Ta operativna skupina je to, kar mi je zdaj Matic povedal, sestavljena iz Matjaža Vrhovnika, Aljaža Vrhovnika kot predstavnika civilne iniciative, torej mladih, Matic kot predsednik odbora, pa predstavnik, koga si rekel? Darsa. 2 predstavnika, pa čakajte, še enkrat. Torej, Matic kot predsednik odbora, ki po tem sporazumu ima kako funkcijo? Odbor je odbor Koroške regije. No, to pomeni, operativni odbor Koroške regije se bo sestal na Ministrstvo za infrastrukturo. Se že sestaja, Alan, zadnje leto dni. Več se, ampak hočem povedati to, mi pa danes tukaj podpisujemo sporazum, ki bo dal veljavo kompletnemu zgodbi ali samo za Koroško, se mi zdaj tu pogovarjamo. Kompletnemu zgodbi. Pa se ne moramo pogovarjati, če nimamo predstavnikov gospodarstva zraven. Ljudje božji, a razumete, kaj vam jaz govorim? Pa meni je vsak vseeno, podpišite, kaj naredite, ne bo jaz kaj predlagal. Ok, dobro. Pa se ponavljate isto. Ja, dobro. Gospodarstvo Koroške regije, gospodarstvo Savinjske, Šaleške regije, civilne iniciative in jaz sem predsednik odbora še nekateri.
Dobro, mi smo pri sklepih pol predlago, da dodamo en člen, no, ker se vključi tudi podpora gospodarstva inicijativno. Imamo še razpravo, ker sporazumov. Pri sklepih bom pa to pol predlagal. No. Dobro, če ste izčrpali, gospod Škodnik, šel sicer lih ven, če ne bo kaj dodal. Pa mislim, da on tudi podpira zadevo, no, kakor razumem. Dobro, te bi jaz predlagal dodatne sklepe, preden da ta čistopis sporazuma potrdimo, torej predlog sklepa je, da se v 4. člen, bom kar rekel, no, doda, da bomo mi to obesedili potem, da seveda sporazum podpirata tudi obe gospodarski zbornici, gospodarske družbe in pa civilne iniciative, ki sodelujejo pač zaenkrat je ena pri tem sporazumu. Kdo je za to, da se doda ta poseben člen, no, v tem? A kdo proti? Nihče proti, torej sklep dodamo v ta čisto spis sporazuma in ta sporazum seveda kot osnutek potem gre na ministrstvo in pa na svet županov Savinjsko-Šaleške regije. Ne. Ker mislim, da neke korekture najbrž bodo z njihove strani. Ne. Zlasti mislim, da se v drugega člena ustrašili. Ta sklep, potem dodatni sklep še, torej, a kdo je za ta sporazum s tem, s to spremembo? Prosim, kdo je za? Je tudi sprejeto. Potem pa dodatni sklep, no, da pošljemo danes pač vljudno pismo, da se o tem sporazumu oziroma o 3. razvojni osi, ki je srčika tega sporazuma, svet Koroške regije, ali kdo želite, no, torej cel svet Koroške regije se stane s predsednikom vlade ob robu srečanja oziroma ob robu otvoritve tovarne Lek. Kdo je za? Torej to vabilo danes ven s tem sklepom sveta Koroške regije. Ker bomo tu napisali, da je to sklepno vas, da se sestanemo s predsednikom vlade. Glede 3. razvojne osi smo vse sprocesirali. Dobro. Torej, lahko gremo na točko predlogi in pobude članov sveta Koroške regije. Če ima kdo kaj glede tega. Če ne, smo bili pa zelo hitri. No. Se vam pa zahvaljujem za deležbo na 4. seji sveta in se vidimo na 5. Če bo še na ravnah. No.